Pred 11 leti se je Gregor Čepon odločil, da odide od doma. Vsa zgodba se je potem srečno končala. Povedal bo sam, zakaj se je odločil za pobeg s kolesom. Grega, lep pozdrav. Ja, živijo. Bom tako povedal, jaz sem bil takrat 16 let star, to je bilo leta 2005. Nisem bil najbolj priden v šoli, tako da so šli starši, to je bilo meseca marca 2005, na govorilne ure, kjer so zvedeli kar dosti takih negativnih novic. No. Prišli so domov in smo se fejs skregali. Jaz sem bil takrat zelo razočaran sam nad sabo, tako da sem v bistvu napisal poslovilno pismo in naslednji dan zajahal v kolo in se odpravil v Kranjsko Goro. Ampak to zato, ker jaz sem bil navdušen nad smučarskimi poleti. Takrat je bil pa v Planici v bistvu zaključek smučarskih skokov oziroma pač pokala. Tako da sem si še skoke ogledal, policisti so me potem prijeli po 2 dneh iskanja v Kranjski Gori. Potem v bistvu, ko so mi v eni pizzeriji zasegli bančno kartico in tako da. Jaz sem napisal poslovilno pismo, da me starši nikoli več ne bojo videli, ampak ta nikoli več je trajal samo 2 dneva, tako da bom rekel k sreči, no. No in kdaj ste se potem odločili za posebno akcijo, da pomagate otrokom, veselim nogicam, tako kot letos? Ja, v bistvu lansko leto je bila 10-letnica od tega mojega pobega in najprej smo mislili s parimi kolegi, pač bolj kot zajbancijo, da se bomo sedli na kolo pa prekolesarili to pot. Potem sem pa pač kontaktiral par oseb, med njimi tudi kolega iz Horjula, Gorazda Rožnika, ki ima, v bistvu je ustanovil center Astero, ki se ukvarja z dobrodelnimi aktivnostmi. In tako, da so v bistvu dorekla, da bo naredila neko večjo prireditev z neko humanitarno noto. In v lanskem letu smo to prvič tudi izvedli, takrat pod imenom Bodimo prijatelji. Letos drugič pa smo v bistvu spremenili ime v pobeg s kolesom, tako da je malo bolj ciljno usmerjeno med kolesarje. Se pravi, kolesarjenje poteka povsem po isti poti, po kateri sem jaz takrat leta 2005 bežal od doma. Se pravi, štart je v Horjulu, to soboto 25. junija ob 8. uri. Cilj je predviden ob 3. popoldne v Kranjski Gori z vmesnimi postajami in v bistvu stopnimi točkami, ker samo kolesarjenje je tako zasnovano, da se lahko kolesarji tudi med samo traso, med samo prireditvijo priključijo tej prireditvi. Te točke so recimo v Škofji Loki, Kranju, na Jamniku, Zgornji Lipnici, Lescah, Zgornjih Gorjah in v moji strani. Tako da je v bistvu trasa je kar precej razgibana. Za 2000 metrov višinskih metrov je potreba premagati. Tudi 3 večji vzponi so vmes, ampak pač smo tempo tako nekako prilagodili rekreativnim kolesarjem, da v bistvu lahko čim večji krog kolesarjev to traso premaga v tem časovnem okviru. Torej, kdor želi pomagati, se lahko pridruži s kolesom, rekreacijsko? Ja, in tudi v bistvu izbira kolesa je lahko precej pestra. Tudi lansko leto recimo so se pridružili kolesarjenju in s cestnimi kolesi, trekking kolesi, poni, gorskimi kolesi. In tako da je bilo zelo zanimivo. Tudi recimo kot zanimivost, najstarejši udeleženec je bil star 75 let, ki je prevozil teh 120 km, najmlajša, ki je pa prevozila zadnji del poti, je bila pa 5 let stara. Tako da smo imeli kar zanimivo paleto kolesarjev, tudi starostno in tako. V bistvu ves izkupiček kolesarjenja pa gre v dobrodelne namene, kar pomeni, da bomo vsa zbrana sredstva namenili društvu Vesele nogice, v katerem so združeni starši in podporniki otrok z razvojnim zaostankom. V bistvu sredstva bodo šla direktno za vzpostavitev terapevtskega centra z regijskimi enotami, financiranju terapij ter terapevtov. Tako da v bistvu jaz sem se nekako odločil letos, da bi sredstva rad namenil otrokom, ki nimajo take sreče, kot sem jo recimo jaz imel, da sem se sploh lahko usedel na kolo pa šel doma, ker ti otroci so odvisni od drugih, odvisni od terapij in se mi zdi, da bo sredstva, da bodo šla v pravi namen. No, po končanem kolesarjenju pa potem zabava v Kranjski Gori, seveda, ker so verjetno vsi vabljeni, ki bodo prekolesarili to traso, od koder že pač. Tako je, v bistvu v Kranjski Gori se obeta potem še nadaljni program. Nastopila bosta 2 narodno-zabavna ansambla, to sta Trio Šubic in ansambl Vetrnjaki. Bo tudi nekaj družabnega programa, podelitev nagrad vsem sodelujočim in pa seveda piknik, poskrbljeno bo za hrano in pijačo. In tudi od tega del gre v dobrodelne namene. Tako da jaz mislim, da bo zelo ena lepa prireditev. Tudi vreme se obeta precej lepo, bo že kar v bistvu vroče, preko 30 stopinj obeta. Tako da jaz vabim še enkrat v bistvu vse
kolesarje in tudi druge, ki ne kolesarijo, da se pridružijo prireditvi, če ne med samim kolesarjenjem, pa na cilju v Kranjski Gori. Imamo pa tudi eno možnost, in sicer smo odprti tudi za donacije. Imamo dve opcije. Ena je recimo, če donirate 5 evrov, dobite v zameno eno otroško mladinsko knjigo, za donacije 10 evrov pa prejmete športno majico prireditve, tako da v bistvu tudi mi želimo nekaj nazaj vrniti za pač tisti dar, ki ga udeleženci oziroma pač kdor hoče nam podari.